Predstavljaj si, prijaviš se na nek dating show, lepa, mlada punca, tam se predstavijo, 3 samski kandidati. En od teh te toliko čara, da ga zbereš, si ga želiš spoznati tudi naprej, ampak ne veš pa, da je dejansko tip serijski morilc. Dajem, to moraš imeti pa res nesrečo. Sorry. A ti to resno? Živjo, jaz sem Nina. Čau, jaz sem Maša. In to je A ti to resno. To je nova epizoda najnega podcasta. Jep, danes bova malo bolj se posvečali morilcem, tako da ne bo toliko paranormalnih situacij, ampak bolj morilci, serijski, kakršnikoli, v glavnem, to je nekak tema današnjega dneva. In ja, povej mi, Maša, kako si kaj danes? Danes sem ful dober, na pol sem še bolna, že zadnjič sem bila, ker sem bila na tem podcastu, ampak drugače pa super, ful me zanima ta današnja tema, iskreno. Ja. Skoraj toliko, kar paranormalno. Ful me zanimajo serijski morilci. Mislim, zanimajo. Pač tako, to se mi zdi, da je neka taka tema, ki v Sloveniji mogoče ni toliko dobro razvita. Mislim, dobro. Hvala Bogu, ja, smo hvaležni. Ja, ful, ampak se mi zdi, da ponavadi, ko pomisliš na, serijskega morilca, pomisliš zmer na Ameriko. Ja, to je res, Tam se pač take stvari dogajajo. In ko se dejansko kdaj nekaj takega zgodi v Sloveniji, se mi zdi, da smo kar vsi tako malo šokirani, pretreseni, ker dejansko pač nismo take stvari navajeni. Avtomatično asociiramo to z Ameriko skozi, ne. To je res, ja. Ampak se pa tudi dogajajo, pa tega je skozi več, skozi bolj takih creepy situacij. Tako da nam o tem zdaj govorili preveč, nočemo sploh tega manifestirati, bomo tako rekli, ne? Ne, bad karma. Ja, pač go away, bitch, a veš. I do not claim this energy. Exactly. Ampak ja, se pa dogajajo tudi take stvari po svetu in danes bomo malo brali o takih zgodbicah. Pa se veš, če imaš ti tudi kakšno tako javi, pa mogoče povej, je te bolj zanimiv paranormalno ali ti je bolj zanimiv tako serijski morilci oziroma morilci na splošno, take true crime zadeve. True crime stories, točno True to, crime ja. stories, tako je. Tako. Ok, pa bom jaz kar začela. Ok, ta ni liko serijske morilcu, sam je pa pač true crime in pa poglejmo. Se pravi, moj brat je mislil, da je videl duha, 20 let kasneje pa končno razumem, kaj je v bistvu sploh videl. Ok. Moj brat in mama sta imela navado, da sta se sredi noči zbujala in hodila na stranišče. Tisto noč pa je brat, ko se je vračal v svojo sobo, spet stopil proti kopalnici in rekel: bom poskusil iti lulat, preden grem spat. Zadnje čase me je preveč strah hoditi do kopalnice, ker ves čas vidim moškega v črtasti majici na koncu hodnika. Mama se na to sploh ni odzvala, mogoče je mislila, da naj jo straši, ali pa je bila preveč zaspana, jaz sem bila pa prestrašena do kosti. Od tiste noči naprej sem vedno tekla po hodniku do svoje sobe, da me ne bi kaj pogledali iz teme. Ko sem bila stara 18 let, so z mamo sedli v avto in se pogovarjali o psu Maxu, ki smo ga takrat imeli zelo kratek čas. Med pripovedovanjem njegovih lumparij je mama nenadoma rekla: se spomniš, ko sem odprla vrata policistom, Max pa je stekel v kuhinjo in strgal vrečo pasje hrane. Zelo sem razbegana, policisti, pri nas doma nikoli nismo klicali policije. Ko sem jo vprašala, je delovala, kot da je povedala nekaj, česar ni hodila. Rekla je: a ja, res je, tega ti nisem povedala, ker si bila premajhna. Nekega večera sem slišala zvoke pri oknu in ko sem pogledala, je bil tam moški, ki je strmel naravnost v mojo sobo. Vedela sem, da bo nekaj takega. Oh my god. Ja. Predstavljaj si. To je moja nočna mora, da pogledam čez okno in nekdo gleda v mojo sobo. Včeraj. Dino. Ne, pazi to, včeraj jaz sedim tako v kuhinji, zvečer, ne vem, ura je bila po mene 10 zvečer in gledam te scary zgodbe, ne, da jih bom pač lahko danes predstavila tukaj. In mi imamo tak velik oken tam v tej kuhinji in jaz, da vidim, ne vem, pač neko osebo ali glavo, ali jaz ne vem kaj, jaz sem se tako ustrala, Nina. Pa veš, še te scary zgodbe tam gledaš? Ja, se vem. Pa se drugače, to se je tudi meni že večkrat zgodilo, da sem imela feeling, da je nekdo, da če bom pogledala ven, da bo tam ali pa kaj. In po moje, da se mi to še ni zgodilo, da bi da se mi to si zapomnila za life, ampak ja. Pa zmer pomislim na to in je scary. Ok, da dokončam. Prižgala sem luč, on je zbežal, jaz pa sem zagrabila očetovo pištolo in poklicala policijo. Rekla sem jim, da je bil visok, bel moški, kratki temni lasje v črtasti majici in kavbojkah. Policisti so rekli, da se opis ujema z moškim, ki je pobegnil iz zapora. Bil je obsojen morilec. Šele mnogo let kasneje sem dojela, da je brat, ko je govoril o človeku v črtasti majici, pravzaprav videl pobeglega morilca, ki je več noči zapored opazoval našo hišo. What? Dej predstavljaj si.
Kurja pot. Oh moj bog, drugače, veš na kaj me to spomne? Na eno zgodbo, to je v bistvu tudi resnični dogodki, je bila ta zgodba in sicer en par, mislim, da nekje iz Amerike, je pač živel tam v nekem fletu. In vsako noč sta nekaj slišala, kot da bi, ne vem, za steno bila še neka stena, da bi nekaj slišala. Nekdo je živel, skvotu je v njenem domu. Nekdo živel za to steno, pol sta podrla to steno in sta dejansko videla enega tipa, ki je živel praktično v njunem stanovanju, za pač to steno. Samo da, to je še huj, zaradi tega, ker on je bil zapornik, to je pa tako... Jaz sem pa enkrat, ne vem, sem gledala film ali serijo, da je pač v bistvu ena bejba je mislila, da se je nekaj paranormalnega dogaja v stanovanju, ker je pač zginile so ji kakšne šalce, pa slišala je tako, da nekdo hodi, tako, da se premikajo dile ali nekaj. Ampak je v bistvu nekdo živel na podstrešju. Tako da pač tudi to, Ampak, drugače pa, by the way, imaš pa tudi pozitivno plat teh intruderjev ali kakorkoli. V glavnem, pazi, to jaz sem pa enkrat brala, da je pa en tip v bistvu hodil k eni ženski, ki je imela ful veliko bajto in je pospravljal to hišo. Pač ona ni vedela, da je on hod noter, ne vem, kako je pač ugotovil, kje ima ključe, tam pod preprogo ali kakorkoli. In je pospravljal, tip je čisto, tako posodo pomil. Ja, for free. Nič ni vzel, nikoli ni nič ukradel. En fetiš na čiščenje. Ne vem, kaj ga je pač tukaj tok, ampak sej enkrat ga je pol zalotila, ali mislim, da je celo tako, da je ženski čist prekipeli in je potem kamere nastavila. Ampak priješ dan pa vse pospravljam, prej pa največji drek v kaos. Sorry, pač I am blind, I don't see anything, če meni nekdo pride čisto domov. A veš, kaj je pa problem kdaj tudi, ne? Pač jaz drugače zelo dobro thrivam in chaos. Pač jaz imam svoj organized chaos, a veš, kaj mislim? Jaz si pač, je kaos, sam jaz točen vem, kje se kaj nahaja. In pa če meni nekdo neki sortira pa pospravlja, pa se lepo zgleda mogoče za goste, pa to sam jaz ne vem, kje je kva. Ne, mislim, jaz še vedno tako pač pri takem urniku, kakor ga imam jaz trenutno, da bi pač meni en intruder hodil samo pucat bajto, se pravi nič vzeti. Dajmo to jasno vedeti. Jasno vedeti, samo spucat bajto, moj naslov. Maša! Bipal ven, ne bi tega v lifeu rekla, če ne bi pač vedela, da se bo to bipal ven. V glavnem lahko pač prideš mi počistiti bajto, spucat, jaz bom ful vesela. Obljubim, da pustim tudi kakšen piškotek na mizi. Kot božičku. Ja, pač se pa ne branem. Lej, se ne branem, ključ je od spodaj pod preprogo, slučajno, če koga zanima. Kaj pa, če kdo zdaj izve, ki ti živiš in ve, da je ključ pod preprogo? Ključ od spodaj pod preprogo. Spoiler alert. Spoiler alert. Ne, ampak res je od spodaj pod preprogo, tako da zdaj ga bom pač drugam dala. Ne se bed. Glavno so kar take creepy zgodbe, ampak predvsem to, da je bil tip morilc, oziroma pač obtožen tega. Pa dejansko pa se je ta mala pogovorila s svojim bratom, nekaj je to zvedla in ga je pač tako malo vprašala, če se on kaj spomne tega in je pač rekel tako, da bežno, da pač se mu zdi, da je malo maybe potlačil spomin, ker ga je to prestrašal, pa pol so bili eni komentarji. In sicer nekdo vpraša, če je bil pač ta človek v hiši, glede na to, da je tam malo tako opisal, a nekaj rekel na koncu hodnika, da ga je videl. Ampak OP pravi, da je bilo na koncu hodnika okno in da ga je tam malo verjetno videl čez okno. Eni drugi ljudje so pa pač mislili, da berejo ful radi take ljubezenske zgodbe na Redditu, so pa sklepali, da bo mogoče se izkazali, da je bil to ljubimec njihove matke. A veš, kao, da je v bistvu tam malo videl njenega ljubimca. Tako da, dosti folka je bilo v bistvu šokiranga nad to zgodbo, ker so to pričakovali. In pa, ko so zvedeli, da je fucking morilc bil, je bilo tako another level, a veš, kaj? Kao najprej packa, pa kontant. Točno to, tako da je bil kar plot twist za marsikoga, ampak lej, Maša je preveč napredna in nikoj dojela in verjamem, da marsikdo med vami tudi je. Ampak jaz, ko sem brala še vse, sem dobila fucking kurjo pot, zato ker sem bila tako, da predstavljali si, Ker to je res moja nočna mora, da pogledam čez okno in nekdo tam gleda direkt vame, strmi. Pa po možnosti še pobegnil, glih slučajno iz zapora. Excuse me. Obtožen umora in ne vem, če sa pač ne seri. Sicer pri nas mislim, da je pač majhna šansa, da se to zgodi. Ne vem, zdaj sem hotela reči, da pač pri nas zaporniki ne pobegnejo iz zapora. Sam sem se glih spomnila, da mislim, da 1 leto nazaj je nekdo pobegnil. Ja, ne vem, je govoril.
iskali, mislim. Ja, se zgodi, se dogaja. Ne, se po mojem, da se lahko ne. Tako da ne, zdaj noče se jinxati, kot sem rekla, I claim no bad karma. A veš, kaj je tudi najbolj creepy? Veš, da se ti kaj takega zgodi in pa se ne počutiš več varno doma. A veš, to je tudi fora. Jaz bi pol konstantno že z okno gledala, pa čez ramo, pa tako se spraševala, me kdo opazuje. Če bi se meni to doma zgodilo, mene, a razumeš, pa da ne stopam več čez vrata te bajte. Sej to, ja, ker veseliš se, ja. Ne bi bila dvakrat toliko, da bi pomislila, da bi šla pač drugama. Pa dejansko čudem, da mami nikoli ni te povezave naredila, ker ta mal je omenil, a veš, da pač skozi vid. Ampak me bi takrat, ne vem, v tistem trenutku je mislila, da jo hoče, kako je on pač OP napisala, me bi jo hoče prestrašiti ali pa ne vem, pač ni registrirala, kaj je rekel, ampak tako pismo se mi zdi tudi otroke, da moramo poslušati. Tako, otroke večkrat po moje jemljemo tako malo. Veš, kot sem jaz prejšnjo epizodo sem povedala eno scary story, no, pač, ko se mi je zgodila in je bila moja mami, ko je hotela racionalizirati na foro, pa dobro, a si kaj spila, ali bi si predstavljala, ne vem kaj vse. In sem tako, daj pismo, vem kaj sem videla, veš, tako, mislim, ne vem, kdaj moraš zaupati otrokom, no. In pa če vidiš, da otroka veš, da res paničen, pa da res neki ne štima, a veš. Mislim, ja, jaz definitivno, če bi pač meni tam mal rekel, da ne vem, ima enega namišljenega prijatelja, da se tako pogovarja. Ne, kaj je drugače? Adijo, hvala lepa, svet križ, spoki kufre, bež domov. Kakšna je situacija? Pa če on tega namišljenega prijatelja opisuje kot nekega plišastega medvedka, a veš, kaj mislim? Da je to nek poni tam, pa kaj me briga za to, da mi bo pa tam rekel, da je to, ne vem, kaj je svem gospod, ki govori, kako bi se mogla tam ubiti, pa ne vem, kaj je lepa. Drugače, meni pa moja mami tako majčkan verjela, pač jaz sem imela tudi kot otrok nekega namišljenega prijatelja, mislim, ne, in v bistvu je bil pa tako v obliki enega sorodnika, ki nam je drugače umrl, in pač sem si predstavljala, da je to on in sem to mamici povedala in moja mami tako, a veš, kako hočeš verjeti, mogoče pa res je on. A veš, kot nek tvoj angel varuh, da ti maybe tam pomaga, pa tako, a veš, mislim, ni me ni rekla, kaj ti misliš, a nekaj govoriš, ampak to pa je verjela, ne? Ja, to pa je, vse to, neki taska boš pa kuj verjela, ne, pozitivnega, tako da ja. V glavnem, zdaj smo že šli v te paranormalne, serijski morilci. Zdaj imam pa jaz eno zgodbo. Let's hear it. Pazi to. Predstavljaj si, prijaviš se na nek dating show, lepa, mlada punca, tam se predstavijo, ne vem, 3 samski kandidati, moški. En od teh te toliko čara, da ga zbereš, si ga želiš spoznati tudi naprej, ampak ne veš pa, da je dejansko tip serijski morilc. To moraš imeti pa res nesrečo. Sorry. To je dejansko resnična zgodba. In sicer zgodba... A si preverila, zikir? Ja, 100%, tudi film so potem posneli, 2 leti nazaj. To je zgodba Rodneyja Alcala. Mislim, da sem prav rekla, Alcala. Ljudje ga imenujejo tudi The Dating Game Killer. Zakaj z tega še nisem slišala? Kje živim? Pod kjero skalo? Nič TikToka, nič socialnih mrež. Ja, drugač TikTok, ja. Jaz ful scrollam po TikToku, čeprav sem ful aktivna. V glavnem, tip se je rodil v Teksasu in med leti 1968 in 1979 ugrabil, mučil in ubil več žensk in punčk. Zdaj pa. Načeloma je bil obsojen potem v Kaliforniji 5 umorov, ampak policija pa sumi, da je odgovoren za več kot 130 smrti. Znan je potem, da je svoje žrtve pogosto fotografiral pred ali pa med napadom. Po aretaciji so tudi najdel več kot 100 slik žensk, mnoge niso bile nikoli identificirane. Zdaj pa ta creepy del. Več kot 100 žensk? Ja. Malo sem rabila sprocesirati to jaz. Predstavljaj se, koliko je to veliko. Mnoge ženske, no. Ampak pazi to, leta 1978, se pravi, tukaj je v bistvu tip že kar nekaj časa moril, ne, dejansko bil serijski morilc, se je pa on prijavil na ameriško TV oddajo, ki se imenuje The Dating Game. Bil je tak zelo šarmanten, dejansko tak zelo visok gospod, vitek, zabaven, karizmatičen in je celo zmagal na tem tekmovanju. Ampak, potem, ko ga je pa ta punca, takrat je bila to Cheryl Bradshaw, mislim, da sem prav izgovorila, ki ga je izbrala, ki bi mogla iti pač z njim po šovu tudi na date, ga je zavrnila, ker je dajal nek tak čuden, creepy feeling. Nasplošno je pač rekla, da je tip tak zelo, zelo creepy. Ja, a ne? Po mojem sem gledala. S tem, da, kakor sem rekla, mind you, on je takrat že 9 let skoraj
pobijal oziroma moril punce in bil dejansko serijski morilc. Jaz sem gledala to serijo ali film, karkoli jaz, nisem pa vedela, da je to resnična zgodba. Ne, v bistvu je leta 2023 je prišel film, mislim, da je Woman of the Hour, se imenuje. Ja. In je po resnični zgodbi, to se je dejansko zgodilo. Ta bejba je potem tudi, mislim, da je imela več intervjujev, ki je govorila o tem, govorila tudi o tem, pač kakšen je bil ta tip, zakaj je bil creepy, kakšen vibe je dajal in tako no. Tako da dejansko pač, če pomisliš, da je takrat on res že 9 let pobijal punce, bil praktično serijski morilc, ampak se je prijavil na ta dating show in še zmagal. Ja. Sicer, na koncu leta 1980 je imel prvo sodbo zaradi umora ene punčke stare 12 let. What the fuck? Sicer takrat niso imeli dosti dokazov, tako da mislim, da so ga oprostili. Pol je imel pa leta 86 še eno sojenje, no šele 2010, se pravi 15 let nazaj, je bil pa dejansko obsojen na smrtno kazen, mislim, da so ga usmrtili, so mu pa v bistvu dokazali samo 5 umorov. Od vseh teh 130. Mislim, vsaj dosti je bilo, da je lahko pač bil kaznovan, tako se zagre. Ampak je pa žalostno, da pol ostale nekakšne žrtve oziroma tudi njihovi sorodniki pa to niso dobili neke te pravice. Mislim, meni je bolj tako, da pač serijskih morilcev je bilo veliko, grozen in vse, ampak da se pa serijski morilc dejansko prijav na dating show, zmaga na dating showu. In kakšen zegen moraš imeti kot bejba, da imaš nek tak instinkt dejansko, da rečeš, sorry, pač nekaj mi je pa full off na temu tipu. Ja, ampak nika pa dojela med dating showom. Sem tam si malo omejen tudi način, kako spoznavaš te ljudi, pa to pač ni isto, kakor polka se ena na ena verjetno pogovarjaš off. Ja, mislim, da ta dating show je bil tudi na to varianto, veš, pač bila je bejba in pol je bila neka pregrada in pol so bili pač 3 tipi za to pregrado. Tako da ona dejansko ni videla teh 3 tipov. Ona jih je samo sprašvala in on je bil pač najbolj šarmant. Točno, spomnim se, pregrada je bila. Ja. Odgovor je dobro, da je. Ja. Tako. Se spomnim, ja. In pol pač na podlagi tega ga je si želela spoznati, ga je tudi izbrala, ampak pol, ko sta se pa pač pogovarjala v živo, ena na ena, ne vem, tam v zaodrju, za kulisju, je bilo pa tako nek ženski 6. čut, naš instinkt, ki je bil tako, veš kaj pač. Nekaj pač ne štima. Nekaj ne štima tukaj pri tem tipu, no. Ampak ponavadi je glih to pri teh serijskih morilcih, recimo, ko berem, ali pa Ted Bundy, pa te fore, ne, zmeri so taki, manipulativni, ampak ful taki šarmantni. Ja, znajo se dobro prilagoditi. Sej to je po moje, zdaj, don't quote me on this, ampak po moje, da je to razlika med psihopatom pa sociopatom. Psihopat se bo znal prilagoditi okolici pa zmanipulirati, sociopat pa po moje ne. Ga boš kuj dojel. Po mojem, da je to ta razlika in zato so pač tako bolj nevarni psihopati, ki you can see them coming, lahko je tvoj sosed, najbolj normalen, karizmatičen tip, pa pač. Ne samo tako, da pač je vizualno, ne vem, lušten, dober zgleda ali kakorkoli, ampak tudi ona karizma, ne vem. Ja, sej, karizma je tista, ki naredi vse, ker realno, bodimo iskreni, to je najbolj pomemben del. Meni se je že večkrat zgodilo, da sem spoznala koga, pa mi ni bil vizualno, pa je bila pol ta neka karizma, pa sem lahko, wow, a veš, pač nekaj te očara, ne, in to je tista nevaren del. Pač enostavno ne bi nikoli mislil, da pač nekdo tak... To so plenilci, a ne? Narejeni so tako, da bojo dobesedno privabili plen. Pač kakor ta tip, ne? Pač dober izgled, ful karizmatičen. Pa kjer kreten, drugače, mislim, kjer dobesedno prijavil se je na dating show? Ne, meni je bilo tako da dejansko se je ti prijavil ta dating show, tako ker jaz, če bi, ne vem, ubila do takrat že, ne vem, 130 ljudi, ne, si ne bi upala prijaviti na nek, oziroma ne bi se niti hodila izpostavljati. To so ti bahači, se mi zdi, marsikjer serijski morilc tudi pošilja polkar, ne vem, pisma policiji, pa jih dražijo še bolj v bistvu, pa tako nekako hočejo še bolj, hočete še bolj razjeziti, pa tako. Pa ne vem, če bi se slučajno zgodilo, da bi imeli napačnega osumljenca, bi ti oni dali vedeti, da je to napačen, ker oni nočejo, da nekdo drug dobi ta kredit, ne. Tako da... Ne, to je, čeprav se mi zdi, da tudi tako recimo v Ameriki, sploh v 80-ih, da je bilo tako, se mi zdi, da je bilo takrat nekun čas, obdobje, ko so te serijski morilci kar trajali tam. Ja, dejansko, to je bilo prav obdobje, ja. Same te, ne vem, kako bi temu rekla, se pravi, ne mehanizacija, ampak tudi kar se tiče teh stvari,
s katerimi recimo FBI operira zdaj, pa s katerimi je, ne vem, v 80-ih. Ja, niso mogli slediti, težje je bilo dobiti dokaze. Zato je zdaj bi bilo veliko težje v bistvu ratati. Absolutno, pač se niti ne predstavljam, ampak takrat, veš, kaj gledaš kakšne te, ne vem, true crime documentaries, bla, 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 dejansko niso imeli tistih prstnih odtisov, niso imeli ne vem kakšnih forenzičnih raziskav, ne vem, bla, 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 ne, pač enostavno nisi mogel videti. Če si bil takrat serijski morilc, ali pa če si bil neka žrtev, verjetnost je bila, da nikoli ne bo dejansko noben vedel, kako in zakaj si izginil. Sej to drugače, to je zdaj tako malo random, ampak sigurno marsikdo med vami pozna serijo Dexter, ne? Jaz sem že slišala, ampak mislim, da je fora, da je nek detektiv in on je v bistvu morilc, ampak dela za FBI. On je forenzični analist, pač ukvarja se z prepoznavanjem krvnih vzorcev, mislim, nam šlo detajle, ampak ja, v bistvu je pa serijski morilc, sam mori pa samo ljudi, ki si to zaslužijo. Se pravi, dokaže najprej, da so... Robin Hood fora. Ja, ampak malo bolj creepy, pač tako dejansko ta serija bi ti bila ful všeč. Okay. No, v glavnem, in je tako tudi zanimivo, zato ker zdaj so naredili v bistvu renewal so, jo, mislim, zdaj je nadaljevanje. No, in je ful zanimivo, ker tisti sajt je marsikaj šlo skozi, a veš, se pravi, to je začetek 2000-ih, ker še ni bilo to toliko razvit. In tudi marsikaj, kar je bilo mogoče za lase privlečen, si rekel, ok, takrat pač to še ni bilo to, kar ne razvito, razumeš. Zdaj, ko so pa posneli novo sezono, lej pač, ker je ful huda, sam kakšne stvari malo težje razložiš. Ker veš, da pač imajo zdaj več sredstev, da bi lahko hitreje ugotovili, kaj je on, kdo je on in vse to. Ampak ja, tako se mi zdi tudi zelo podobna, oziroma zanimiva tako paralela pa to. No, to definitivno, no. Skratka, 80-ta, če si bil po mojem takrat serijski morilci, lahko Crajval in... Sej marsikdo tudi še sploh ni bil nikoli ujet, pa to zdaj ne vem, nobenega na pamet primera. Ne, jaz pa mislim, da ne vem točno, kako se imenuje, ampak je bil tudi, mislim, da je imel eno masko od klovna, neki ful znan ameriški morilc, ne vem, kako se imel. Skratka, itak teh morilcev, serijskih morilcev tam je tok kad reka. Dejansko jih več kot pol niso ujeli, ampak isto, mislim, da je pa ene dečke, fantke pobijal, tudi nikoli ga niso ujeli. Ne vem, mislim, da sem zadnjič tudi gledala en dokumentarc o enem serijskem morilcu, ki so ga pa v bistvu ujeli šele zdaj, ne vem, tip oziroma gospod je star že ene, 80 in so ga v bistvu šele zdaj ujeli, pa še to tako, da so v bistvu naredili, mislim, da je bil na ID-ju nek dokumentarc o tem tipu oziroma tem morilcu, ampak ga niso nikoli spoznali. Pol je pa v bistvu ta njegova vnukinja pa videla na podstrehi neke predmete, ki naj bi pripadale tem žrtvam in slučajno je videla ta dokumentarc in ga je potem prijavila in so naredili raziskavo in so šele zdaj po tolikih letih ugotovili, da je to dejansko bil on. Bolano. Tako da ja, takrat se je pravim, tako no, what a time to be alive, če si bil serijski morilc. Drugače ne, jaz težko je take stvari gledati. Mislim, jaz se jim je zanimivo, pa to sem recimo unga dokumentarca o Jeffrey Dahmerju. Mislim, ni prav dokumentarca, ampak serija je, ki ga odigram. No, jaz je nočem pogledati. Ne, se je ful creepy. Ne samo zato, ker je creepy, ampak jaz se ful sentimentalno navežem tudi na te žrtve in vem, da je on ubil tako že tako, pa bolj črnce, Ana, tudi, ne. In oni so bili že takrat tako... Ja, take ljudi, ki so že tako bili v ful slabih situacijah, pač nekako družbenih, že tako so se borili, da sploh lahko nekako so pač sprejeti v družbo ali kakorkoli že vključeni in pol še to se jim zgodi, a veš, in so bili res take popolne žrtve, zato ker so bili tako, ker so krejvali to, da jih nekdo sprejme in on jim je to nekako nudil, jim je dal feeling, da jih bo in pol je to naredil in je sam tako, pač to mi je tako težko, a veš. Drugače dobra serija je na Netflixu, no, je sicer absolutno full scary, jaz sem jo sama pogledala, tudi Pavel ni hotel z mano gledati, ampak ni pač res, ful ti jo priporočam drugačno. Mogoče sploh zdaj za Halloween. Mogoče, ja, lik zdaj ta prav cajt res. Pa se ti pravim, sploh se ne gre se za to, za ta strašljiv del, meni se gre bolj za žrtve, meni je to hudo gledati. Ker vem, da se je to resničnim ljudem dogajalo, ker so že tako živeli v revščini, že tako v slabih situacijah in pol en to naredi. In sem tako, da fuck you, a veš, kaj mislim. Se pač ponavadi je tako, ne, se mi zdi, da pač ti serijski morilci nekako targetirajo take, ki so ali sami, nimajo nobenih mogoče ne bi pogrešal, imajo neko čustveno, duševno stisko, grejo čez nekaj zdaj čez. Najslabše, resno. Je pač najlažje, vse normalno, ne, če se postaviš v to, v dejansko tako situacijo, ne, če si ti tam nekje na konc že, ne, in potem nekdo pride do tebe, ti, ne vem, poda neko toplo roko, objem, pogovor, ne, valjda, da mu pač zaupaš in kar
planaš javnega objema. Ne, sej je totalno smiselno, mislim, je smiselno, pač ni smiselno, sam je, veš, kaj mislim, ampak tako, še vse je pa take stvari pol gledati, pa videti, pa pol tudi druga zgodba, veš, raj se pol probam izogniti. Ne, grozno. Ja. Sej zato sem pa vesela, da živimo v Sloveniji. Sej ne pravim, pač smo imeli tukaj kakšne umore, absolutno, ampak se niti slučajno ne more primerjati to z Ameriko, tako da le jaz kar prepuščam. Mislim, meni je bolano, da sem kot otrok, ko sem še bila v srednji, malo mlaj mogoče, ko sem gledala Gossip Girl, ko so snemali vse v Ameriki, New Yorku, pa to, sem zmer hodila živeti v New Yorku. To je bil tako my dream city, veš kaj mislim. In zdaj sem samo tako hvaležna, da ne živim tam. Tako bi obiskala, kdaj mogoče šla za kakšen mesec ali dva, ampak da bi pa živela tam tako, to je pa kar ono. Mislim, z tega vidika, pač ne počutiš se varno, ti ne moreš iti dobesedno domov sam, ne počutiš se varno. Ne, jaz v Amerika mi je tako, absolutno bi si jo želela iti pogledati. Mi je tako neka dežela, neka država, kamor si želim iti, si želim videti. Imam tudi več destinacij, se pravi od New Yorka do potem tistega Route 66, ki je, do teh nacionalnih parkov, ki me tudi tam ful zanimajo. Ful so lepi, ja. Ful lepi, ampak da bi pa prav tam živela, absolutno ne. Pa sej brez veze, da gremo zdaj sploh v neko politiko, pa to, kar imajo oni zdaj, ker je pač totalno to je druga zgodba, ja, ampak tudi tako mogoče, ne vem, že če gledam te strelske pohode, ki jih imajo v šolah, pa to, le v prosti, pač, da jaz ne morem iti tam normalno v šolo ali pa se normalno sprehajati. Mislim, tudi pri nas je tega skozi več, če smo že pri tem. Ampak nimamo pa, hvala Bogu, zdaj bom prav trkala, nimamo nekih takih strelskih pohodov oziroma tega, da bi bilo tebi težko ali pa da bi se bal iti, ne vem, ali zvečer ven, ali mogoče na ulici. Ja, ni na tem nivoju niti malo, ja. Absolutno ni na tem nivoju, pač ne more se to primerjati. Ja, se tudi pri nas je zdaj zvečer težje hoditi ven, oziroma je malo bolj scary, ne? Ampak absolutno se pa to ne more primerjati z Ameriko. Ali pa mogoče še s kakšno drugo državo po svetu, absolutno ne. To je res, Ok, no nič, gremo na naslednjo zgodbo. Continue. Ok, se pravi, zdaj bom pa jaz te prebrala eno zgodbo, ki je drugače tako manj creepy od tvoje, zato ker ni toliko ljudi ubil, ampak je pa tako, ne vem, še vse ni creepy, da pač dejansko spoznaš nekoga tazga, pa ne veš, ne? Absolutno. Ok, se pravi, odraščala sem v majhnem mestu v Walesu. Kino v mestu je bil zaprt že 15 let, dokler ga ni kupil nek človek od drugod in ga ponovno odprl. Za nas otroke je bilo to nekaj neverjetnega. Končno kino v našem dolgočasnem kraju. En dan, ko sem bila v kinu, sem mogla na stranišče. V stranišču ni bilo papirja, zato sem se vrnila v preddverje in vprašala lastnika kina, če ga ima. Bila sem zelo sramežljiva, stara manj kot 10 let, a mož je bil prijazen, dal mi je papir in se pogovarjal z mano o filmu. Zdaj se je res prijeten gospod. Nekaj tednov kasneje pa sem njegovo fotografijo zagledala na naslovnicah časopisov. Bil je Peter Moore, znan serijski morilec, ki je brutalno ubil 4 moške in bil obsojen na dosmrtno ječo. Takrat sem dojela, da sem se pogovarjala z morilcem, ki bi me lahko brez težav tudi sam izbral za svojo žrtev. Ok, what? Ja, pa že predstavljaj si to kot otrok in pol zveš, mislim, to je spet trauma za life. Pač, sej dejansko je podoben, zato ker spet on je bil na reality showu, ta je menedžer, kinematograf in se dejansko pogovarja z otroci, bil prijeten možakar next door in pol to zveš, pač isto nekako. Mene je to tako, mislim, ne znam si predstavljati, se ti pravim, jaz tako, ne vem, nimam feelinga, lahko da sem kdaj v življenju že srečala kakšnega serijskega morilca. Drugače, by the way, mislim, da je prav ena raziskava, ki pravi, da v življenju srečaš vsaj 30 serijskih morilcev, ali tako, da je kao tudi vsak... Oziroma psihopatov mogoče. Ker sem zato, ker je nekdo... A veš, kaj mislim? Ja, pač make sense. Pač tako, ima potencial za serijskega morilca, sam ni pa nujno, da bo dejansko to naredil, a veš, da bo karkoli. Kvaj s tabo? Ja, pač 30 serijskih morilcev, to je malo... Ne, psihopati niso taka redkost v bistvu. Ne, dejansko, da mislim, da je vsak 5 ali pa vsak 10, nisem 100%, človek psihopat. Ker pomeni, da ti pač v življenju, ne vem, pač toliko ljudi, ki srečaš, od tega jih je vsaj nekaj tudi psihopatov. Ja. Tako da, ja, pač je res tako, mislim, ful je odvisno tudi od tega, kako znaš ti dobro prebrati človeka, ker jaz ful nisem taka, jaz iskreno, jaz ne preberem dobro ljudi, jaz, ne vem, že v mlajših letih, ko sem, ne vem, hodila ven, žurala po Ljubljani, jaz sem bila čist, ne vem, apatična, kar se teh stvari tiče, jaz sem šla v vsak avto, jaz sem štopala ob 3 zjutraj, razumeš, prosila tam folk, če me lahko zapele, kakorkoli. In dejansko takrat mi je bilo tako čist, ne da mi je bilo čisto vseeno,
Ampak dokler se to tebi ne zgodi, si ne moreš predstavljati, da se to lahko sploh kadarkoli zgodi. To je res, ja, to je res. Mislim, jaz pa ne vem, jaz sem pa kontra, jaz pa mislim, da imam dober instinkt za ljudi. Sem tako že dosti ljudi prav prebrala. Pri meni sam fora, da sem pa tudi tip človeka, ki bo zmer dal nekomu šanso. Okay. A veš kaj mislim, pač jaz nočem biti tisti človek, ki prebere pa reče, ne, ti pa nisi zame. Pač rečem si, da bom dala človeku šanso, če se izkaže, da pač ni vreden zaupanja, da sem imela prav. Ok, prav. Ampak je pa to pol smotan, zato ker ponovadi imam prav in pol na koncu mi je žal, ker sem dala človeku šanso, ker sem tako pač, če ne bi dala šanse, mi ne bi zabodel noža v hrbet, razumeš? Ja, razumem. Tako da to, ampak po drugi strani sem pa pač tudi ponosna na to, da sem taka, ker pač je to lepa kvaliteta. In nekaj, kar imam, kar rada tudi vidim v drugih, če sem iskrena. Sem nek ta paradoks, veš, kaj bi zares, kaj boljš. Ja, se pravi, jaz pač, kar se tega tiče, nimam nobenega instinkta. No. Ja. Jaz sem res tako en krd dobesedno v temi, tam nekje tava, nimam pojma. Ampak ja, starejši, ki si, se mi zdi, da pol dejansko tudi malo drugače gledaš na stvari. Recimo zdaj, če bi šla ven, definitivno takih stvari več ne bi počela. Ne, vsem tak nek strah vse pozavestaš. Ja, mogoče res, ja. Dejansko. Mislim, jaz že kot otrok, jaz nisem na ful nezaupljiva že kot otrok. Jaz v lifeu ne bi šla z nekom v taksi, pač jaz sem na ful tako. Jaz sem na tudi mogoče nekaj časa mrtka v skupini. To je super, veš, ja. Pač ker sem bila tako, zmer sem te upozorila na to, da ime biti pač creepy ali pa karkoli in pač, ja. Ja, to je super, ja. No, jaz tega pač nisem najbolje imeti, to je tako prijateljstvo, je dobro, balance, veš, ni maybe biti dober too much, da si preč paranoičen, pa preč tako, ampak ni pa tudi dobro, da si preč zaupljiv. Exactly. Ne, ni, jaz pa ful preveč tako, a veš, tudi pol se mi zdi, da pol rataš kar neka taka odprta knjiga, dosti hitro se odpre, začneš nekaj o svojih stvarih govoriti, ki jih pa lahko dosti hitro napačni ljudje izkoristijo. Ja, sej to se je meni že dostikrat v lifeu zgodilo. Ne pravim, da me morilci izkoristijo, samo tako nasplošno, ne, ampak veš. Ne, pač tudi nek psihopat ali pa morilca, ne bi pa lahko igral na to tvojo čustveno noto dejansko, ne, in bi pač probo to izkoristiti, ne, ker pa sej absolutno ni dober. Tako da, ampak vseeno se mi zdi starejši, ki si bolj zrel, si drugače gledaš na stvari, drugače razmišljaš in je boljš. No. Tudi pri meni je bistveno boljš, kot ne vem, takrat, ko sem bila neka mula pri 16-17 letih, ne, kot pač zdaj pri 25. Ampak ja, no, sem pa kar, če bi živela v Ameriki v 80-ih, po mojem bi pač en štihno tam. Siguren bi bila. Ti bi bila ena od žrtev, enega serijskega morilca, res, pač ne vem, no. Ampak takrat so bili tudi drugačni časi, ja, ne. Sicer ne, da bi jaz vedela, pač mene takrat še ni bilo, ne. Ampak jaz, če bi bila ti sajt rojena, pa da bi, mislim rojena, ja, pač da bi tam živela, pa živela v času Teda Bundy ali neki, recimo oni dobijo rjavolase. Jaz sem naravno rjavolasa, sam tako, jaz bi se pol takrat povarvala na blonde. In se je do žensk je to tudi delalo, v bistvu, da. Res to pa nisem vedela. Ja, da v bistvu se je do žensk šlo barvati na blond oziroma na drugo barvo, zato da one ne bi bile tarča njegova. What? Ja. Ej, drugače zdaj, ko smo že pri Ted Bundyju. A ti lahko preberem to zgodbo? Ja, daj, bi my guest. Slučajno sva glih na Ted Bundyja. Ja, se Ted Bundy je pa res tako razvpit. Ampak on je meni zmer tako zanimiv. Mislim, tako zanimiv. Pač sem že gledala dokumentarno o njemu, sem gledala tudi serijo, film. Tako pač. Pač Ted Bundy je itak, poznaš ga? Ja. Po mojem ga tukaj vsi poznate. Zdaj čistko za mal pač briefing. On je bil rojen leta 1946 v Ameriki, je definitivno eden izmed najbolj znanih serijskih morilcev. Prvič je umoril eno punco pri svojih 27 letih, no med letoma 1974 in 1978 ne bi pa ubil nekje med 50 in 100 punc. Noro. Ja, zdaj morijo skoraj po celi Ameriki, se pravi Washington, Utah, Colorado, Florida itd. Pol je bil pa leta 1989 tudi ujet in usmrčen na električnem stolu. Zdaj, ena izmed stvari pri njemu je bila, da je bil pač tip dejansko, sicer ok, pač punce pravi, da je izgledal ful dober, not my type, pač jaz ne maram takih temnih in tako. Ja, Maša ima rada surferje, tako ta vibe, blond. Blond, pač dolgi laski, ne, pač you get the point. Ampak ja, kao pravi, da je bil tak ful šarmanten, ful lep, ful fajn, ne. In tudi mislim, da na njegovo sojenje je prišlo ne vem koliko njegovih oboževalk, ne vem koliko pisem je dubo nagih fotografij od punc. To je pa bolano, pač res. Bolano. Pol je bilo pa tudi ene par žrtev, ki so dejansko preživele. Ena izmed teh je bila Carol Daronč. Ona je imela takrat 18 let, Bundy se je predstavil kot detektiv in rekel, da mora z njim na policijsko postajo, ker ne bi nekdo vlomil v avto. Zdaj, ko je ona prišla v ta avto, se usedla, jo je hotel ukleniti,
Ampak kljub temu, da je bil pač Ted ful močen, je Carol uspel pobegati iz avta in je pol pomoč poiskala tudi, oziroma ustavila nek mimoidoč avto. Noro. Zdaj, to je pač ena taka stvar. Druga, zelo creepy zgodba, oziroma malo bolj creepy, je pa leta 1974 v gorah blizu Seattla, kjer je Bundy pogosto odlagal trupla, se je enkrat sprehajal mlad par. Naenkrat se je fant spotaknil ob nekaj, kar se je obema zdelo kot nek kup oblačil ali smeti. Ker je bilo že pozno in temno, nista dobro pogledala, ampak sta šla samo naprej. Kasneje se je izkazalo, da je bilo tam eno izmed Bundyjevih trupel. Najbolj srhljiv del pa je, da naj bi bil Bundy takrat glih v tistem momentu blizu njiju in jo opazoval, ampak se jo ni dotaknil. Zdaj, eni pravijo, da mogoče zato, ker sta bila dva, ker bi ga pač lahko... Čakaj, kako se to ve, da je bil on tam zraven? To je on pa povedal v enem svojemu intervjuju. Ok. Ja. Eni pa pač pravijo zato, ker dejansko nista nič tacga videla, kar bi lahko prijavila in sta imela pač samo srečo, da nista odkrila unga trupla in da se ni pa on zagnal, še zanima. Moj bog. Ja. Fak, predstavljaj si, da si tako blizu. Kakšno srečo moraš imeti? Ne, to je noro. Drugač, jaz sem že za dosti zgodb slišala, pač on je toliko itak žensko bil, pri velikih mu je tudi ni ratal, ne? In sem tudi jaz, ko sem malo delala research, sem videla za Bundyja dosti zgodb, ampak sem nekako sklepala, da všti imela, tako da pa nisem razbrala. Ampak ja, pri eni baby se je pa pretvaril, kao da ima zlomljeno roko ali nekaj, da je poškodovan. In pač je ona hotela mu pomagati, sam pa je nekaj tako, ne vem, kaj je bila fora. Ja, in je videla, da je nekaj čuden in je pač šla. Tako da pri dostih mu tudi ni ratal, ne? Ne, definitivno pač Bundy ima zelo veliko ponesrečenih zgodb, če tako pogledaš, ampak ta s tem parom... To mi je toliko zanimivo, da ga še vse niso malo hitreje ujeli. Ne, ker je dost... kaj, pač jaz mislim, da on je tudi dobil toliko nekih teh ponesrečenih žrtev, ki jih v bistvu ni nikoli ujel oziroma ubil, zato ker se mi zdi, da ga je kar nek ta njegov pohlep dajo, a veš kaj mislim, ne vem, tako je bil že pohlepen in potem posledično tudi rado dost površen. Ja. In da ga je to v bistvu tukaj malo zjebalo. Ja, to je res, ja. Pa sej, tako kot Ana je pa tudi naduvan je bil, tako kot večina serijskih morilcev, naduvani so, pač oni mislili, da so bogovi. Se zato pa to delajo, zato ker imajo ta feeling, da ko nekoga ubijajo, ko imajo to neko moč nad to osebo, da so oni pač nekaj višjega, da oni se odločajo o življenju ali smrti nekoga, ne. Ja. In to je pač ta psihologija, zatem ne, da sem jaz rekla nek psiholog, sem se pa res že v to dosti poglobila, pa ful takih stvari sem že gledala. Pa tudi pri Bundyju specifično mi je bilo v bistvu tako fascinantno, kako je on sam sebe branil na sodišču. In po moje, da je... Mislim, da je on tudi delal to faks. Ja, je delal. Ni bil še odvetnik, sam je pa bil na pravni fakulteti, nekaj vedel. In v bistvu on je naredil cel spektakel iz tega. In zato, in dejansko je vedel, kva dela, zato ker se je zavedel, da ne bo mogoče dosegel karkoli, sam se je pa dejansko so ga ljudje kar vzljubili. Ker ljudje pač so gledali na to, kot na nek šov. Mislim, to je tako, ko si distanciran od tega, ko se kar ne zavedaš, pismo, to se gre za life resničnih ljudi. Ja. On je ubil resnične ženske, ki imajo družino, ki imajo starše in ti ljudje zdaj trpijo zaradi tega. Tebi je pa tam dobro gledati njega, kako on nastopa. Ne, pač po mojem je to tudi ful težko dojeti, sploh zaradi tega, ker če si gledala kdaj kakšne njegove posnetke ali pač kakorkoli intervju, on je res ful pameten. Ja, je. Ta človek je tako pameten, da je že prav creepy dejansko. Ja, master manipulator. Tako je. In pač tudi način, kako on govori, res tip deluje tako zelo zanesljivo, pametno in jaz razumem oziroma verjamem, zakaj so pač nekateri ljudje temu tako nasedali in so dejansko pač verjeli, da je on nedolžen. Poleg tega, da ne govorimo še o njegovem izgledu, šarmantnosti, da so pač punce padale na njega. Ja, pač ta cel paket je... Tako, pač definitivno je to on imel. Drugač pa vem pa, da je on tudi enkrat pobegnil. Ja, to se spomnim. Ja, on je pobegnil, ne spomnim se detajlov, sam to je nekaj. Se spomnim, da so to stari. Mislim, od teh vseh dokumentarcev pa tega, ne. Zac Efron ga igra. A zgleda film? Ja. Zac Efron. Pa kar Zac Efron ga igra, ki so njega najdala, mi to zdaj še za to vlogo. Ja, pač mora biti lepa, ne. Ja, vem, ja, sam. Mislim, se ne pravim, da sem ga hejtala, Zac Efron je meni čisto simpatičen. Sam ja, tako ne vem, za te, da bi dala mogoče kakšnega, ne vem, drugega, malo bolj lean, pa malo bolj črn. Veš, ko mislim. Ne vem, ko so od Zeka takrat uredili. Veš, koga bi zdala? Veš, koga bi zdala? Maybe Austina Butlerja, ki je igral Elvisa Presleyja. A veš, kdo je Austin Butler? Ja, pač on pa je čist blond, ne? Ampak njemu temne dejansko ful pašo, ker Elvis Presley je imel pač črne lase in je dejansko ful dober. Ne vem, pač jaz mislim, da so hoteli do tega tacga igralca, kao na foru American Sweetheart, ki je bil ja, se šteka. Pač Ted Bundy, pa šarmanten, bla, bla, bla.
In so dal pač Zac Efrona. Vse tako, kot so dal pri Jeffrey Dahmerju, so dal pa tega, ki je sem ta tip je pa isti. Ta tip je pa isti Jeffrey Dahmer. Ampak meni je hud drugač ta tip. Ne Jeffrey Dahmer mi absolutno ni hud, ampak ta, ki ga igra. Ja, ne, ni grd, mislim, ja. Ni Peter. Ne vem. Pač vem, da je igral v tej seriji American Horror Story. Vem, kjer je igral, vse znan igralec. Pač sam ja, ni loš, ja. Sam kle so ga pa tako dobro spremenili na šemal s temi očali, pa sklepa, mislim gledala, sam sklepam, da on to tudi ful dobro odigra. Ej, ful, kako je dober tip to odigral, pač meni so še kar kocine po koncu. Res, jaz sem lahko tako, res scary, no. Tako da ja, definitivno ti serijski morilci so take zvite lisičke. Zvite preste. Ne, res, tako ful je težko noga dejansko prepoznati zaradi te karizme in grozen. No in na tej točki bo kar zaključile, se mi zdi Ted Bundy taka dobra istočnica za konc. Tako je. Pač ja, naslednjič bova videla, morava nabrati zgodbe, ampak se pravi, oktober je, creepy month, tako da bova verjetno imela spet neke creepy spooky zgodbe. Jaz jih imam ene par. Ja, jaz imam tudi že ene par shranjenih, tako da nekaj se bo že najdel. Ja, midve definitivno, jaz vem in vem, da imaš tudi ti ene par zelo, zelo hudih zgodb, takih mal creepy, za naslednjo epizodo, kar pomeni, da se ti zelo, zelo splača počakati na drugo epizodo. Se mi pa zdi tudi tako, dejansko se ful veselim tudi prihodnjih epizod, ko ne bojo sam creepy zgodbe, ko bojo tudi kakšne take življenjske, relatable, veš, ko da lahko malo tračaš, pa tako, pa pač take absurdne situacije, ki se ljudem dogajajo in si sam tako, to sigurno ni nek rom-com drama, kaj je to, veš, je pa v bistvu real life. Tako da tudi tega se veselim. Drugač pa ja se veš, če imaš ti zdaj za oktober kakšno creepy zgodbo, izkušnjo, karkoli lahko pač nama poveš in bomo mi da to delili naprej. Z veseljem predebatirava, z veseljem deliva in z veseljem tudi slišva vaše zgodbe. Tako da subscribe, like, followi, karkoli nam bo v bistvu vse prav prišlo, ne? Čau, čau! 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 A ti to resno?